zakaj vsi moški poslušalci, ki zdajle to poslušajo, ne bi na tej točki ugasnili in šli poslušati česa drugega, rajši? Zato, ker v bistvu se menopavza tiče tudi njih, ker živijo v svetu, kjer so obkroženi z ženskami in vsaka gre prej ali slej skozi te menopavzne spremembe. Lahko je žena, lahko je mama, lahko je prijateljica, sodelavka, sorodnica. Tako da se jim splača biti informiran, da nas lažje razumejo, predvsem pa, da vejo, da niso oni krivi. Pa isto vprašanje, kaj pa za vse punce, ki nas poslušajo, pa so morda mlajše od 30 let, pa se jim zdi, da je to še res krepko v prihodnosti? Ker lahko že zdaj nekaj naredijo, da jim bo lažje, predvsem pa, ker jih lahko tudi preseneti, ko so v bistvu zelo mlade. 1% žensk v bistvu doživi menopavzo pred 40. Čisto tako po naravni poti, potem so pa seveda še razni zdravstveni problemi, ki lahko povzročijo prezgodnjo menopavzo, obsevanja, kakšne onkološke bolezni, recimo kemoterapija. Se pravi, dobro biti pripravljen vnaprej. Pa seveda vse imamo prijateljice, sorodnice, ki vidimo, da imajo težave, mogoče jim pa lahko svetujemo, da poiščejo pomoč, da jim bo lažje. Okej. Prvo vprašanje, ki bi si ga jaz rada razjasnila, govorimo o menopavzi, govorimo o meni, a je to eno in isto, kaj je pravilno? V bistvu malo poenostavljamo stvari, no. Menopavza ali mena, to je nekaj sopomenka, traja praktično en dan. To je tisti dan, ko se nam začne zadnja menstruacija v življenju. Seveda, ko smo eno leto brez menstruacije, lahko rečem, zdaj sem pa že v menopavzi oziroma sem v bistvu uradno že v postmenopavzi. Najbolj tako obdobje polno nihanj in kadar je največ težav, je pa perimenopavza. To so leta pred samo menopavzo, pred zadnjo menstruacijo, ko prihaja do tistih izrazitih nihanj hormonov. In se mora seveda telo na to prilagajati. To pa lahko traja od 4 do 8 let, povprečje nekje okrog 5 let, ampak to je zelo različno od ženske do ženske. Od česa pa je to odvisno? Nekaj, je genetika tudi tukaj, ne. Tipična taka stvar so vročinski oblivi, ki so dosti zapisani tudi v naših genih. Odvisno tudi od načina življenja. In od raznih, recimo psiholoških težav, ki zelo vplivajo na to, fizične bolezni, tako da en kup dejavnikov je, ki lahko vplivajo, ampak zelo pomemben dejavnik je res način, kako živimo, kako skrbimo zase. Ko si denimo stara 30 let, a lahko izračunaš ali pa kakršenkoli test narediš ali pa se pozanimaš, kdaj približno bo prišla tvoja menopavza? Ne, v bistvu ne, razen ženske, ki imajo seveda težave s plodnostjo, te grejo potem na različne teste, da vidijo, koliko imajo še rezerve jajčic v jajčnikih. In a je mogoče tukaj recimo kakšna težava. To so te izjeme, ki lahko zelo zgodaj vstopijo. Tudi pri 25 lahko že ženska vstopi v menopavzo, ampak to so res izjeme, ne. A je ovarska rezerva, torej količina jajčec, ki jo ženska ima, je povezana z menopavzo? Tako. Ko jajčec zmanjka, v bistvu vstopimo v menopavzo. Torej, denimo, to je recimo bil moj problem, zelo nizka ovarijska rezerva, dejansko pomeni, da morda bom v menopavzi prej kot kakšna druga ženska, ki ima normalno količino ovarijske rezerve. Velika verjetnost, tako. Če smo v letih, ko sumimo, da morda pa že imamo neke simptome menopavze, a je možen kakšen hormonski test, ki to zanesljivo potrdi? Običajno ne, sicer vem, da se ti hormonski testi na široko prodajajo, ampak to obdobje pred menopavzo je obdobje velikih hormonskih nihanj, predvsem estrogena. Ponavadi tako opišem to kot jajčniki si pripravljajo tisti upokojitveni načrt. In potem nehajo delovati, možgani to zaznajo in spet pritisnejo na njih, dajmo še delati, ne. In spet se poviša izločanje estrogena in spet upade in gor in dol. In ta nihanja od minimumov, ki so v bistvu pod normalo, do zelo visokih vrednosti lahko trajajo mesece in tudi leta. In se pravi, če jaz naredim hormonski test, mi pove samo podatek tisti trenutek, recimo, koliko imam estrogena. Koliko ga bom imela pa čez en teden, pa ne vem. In se težko sklepa, kaj se dogaja, ker imamo konec koncev tudi obdobje v življenju, ko ostanemo amenoreja, brez menstruacije, bodisi zaradi kakšnega hudega stresa, travme. Anoreksija je bil ker je bila tako. 2 leti brez menstruacije. Po recimo vrhunske športnice tudi, ne, recimo, ni tako redko, da so daljše obdobje brez menstruacije, ne.
In takrat seveda so tudi znižani, hormoni estrogen, progesteron, ne. Tako da ne moremo samo po tem sklepati. Zdaj ste mi v usta položila nekaj, kar mene že ves čas skrbi. A morebitni takšne etape v življenju, ko smo jih morda imele, jaz denimo zaradi anoreksije, kakšne druge zaradi prehranjevalnih navad, zaradi bulimije, športnice, zaradi pretiranih naporov, smo imele v mladosti obdobja, ko smo bile brez menstruacije več let. A je lahko to kakšen sprožilec zgodnejše menopavze morda? Ne, podatki ne kažejo tega. Edino treba tukaj biti pozoren glede kvalitete kosti, osteoporoza. Torej obdobje, ko imamo prenizke hormone, estrogen, progesteron predvsem, ki skrbita za zdravje kosti, pomeni, da mi neučinkovito gradimo kosti, ker jih tam do 25., 30. si mi ustvarimo neko rezervo kostne mase. Maksimalno kostno gostoto in potem s staranjem počasi jo izgubljamo. Tako da je treba biti bolj pozoren na to, kako poskrbimo za zdravje svojih kosti, če smo imeli eno obdobje amenoree, se pravi brez menstruacije.